Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, poslušalke in poslušalci, dobrodošli v novem podcastu, Sijolovem podcastu. Naša današnja gostja je zunanja ministrica Tanja Fajon. Dobrodošla. Pojasnila nam bo, kako se Slovenija znajde in giblje na svetovnem odru in kako potekajo priprave na eno največjih zunanjepolitičnih nalog v prihodnjih 2 letih, priprave na prevzem nestalnega članstva v Varnostnem svetu Združenih narodov. Gospa ministrica, dobrodošli in pozdravljena. Hvala za povabilo in seveda vam želim uspešno pot v podcastu. Slovenija je letos res uspešno izpeljala kampanjo. Jaz sem vesela, da prevzemamo to veliko odgovornost, zdaj že kot opazovalka v Varnostnem svetu Organizacije Združenih narodov. Naslednji 2 leti pa bo šlo za res. Nestalno članstvo nam seveda daje velika bremena, če rečemo močno razdeljenem, polariziranem svetu, za vrsto konfliktov, zdaj z vojno na Bližnjem vzhodu. Tako da se bo Slovenija mogla spopasti zelo resno, imeti odgovore na številna svetovna žarišča. Mi se z ekipo res intenzivno pripravljamo, tudi mislim, da smo dobro pripravljeni, tako doma v Sloveniji kot v New Yorku. Jaz sem veliko investirala in tudi diplomatska mreža in ekipa v vzpostavljanje odnosov, zlasti tam, kjer nismo imeli svojih predstavništev po svetu v zadnjem letu, da smo res poslušali, slišali, se spopadli z izzivi tako, na globalnem jugu, afriški celini, to vse, kar nas naslednji 2 leti čaka. In mislim, da vstopamo v Varnostni svet v enem verjetno najtežjem obdobju te organizacije, ko je težko iskati soglasje, hkrati pa, ko imamo res novo žarišče na Bližnjem vzhodu. Naj našemu občinstvu poveva, da ta podcast snimamo 5. decembra. V svetu se v zadnjem času v bistvu zelo veliko, zelo hitro dogaja, tako da če bodo objave minilo še kaj, oziroma če se bo še kaj zgodilo, toliko, da tudi naše občinstvo to ve. Zdaj, omenili ste, najbolj akutna kriza je seveda trenutna kriza na Bližnjem vzhodu. Izrael kaznuje Gazo zaradi napada Hamasa 7. oktobra, ki je bil teroristični napad, to verjetno lahko rečemo. Pa vendar, po nekaj dnevnem premirju se zdaj bombardiranje nadaljuje, smrtne žrtve med civilisti se nadaljujejo. Kako vi gledate to, kar se zdaj dogaja na Bližnjem vzhodu? In tudi kakšna bo vloga Slovenije pri reševanju te situacije? Jaz sem se pred dnevi vrnila z Bližnjega vzhoda, tudi iz New Yorka, kjer sem imela priložnost nagovoriti Varnostni svet. Prvič kot opazovalka Slovenija svoj nastop na temo Bližnjega vzhoda. Razmere zlasti v Gazi so izjemno zaskrbljujoče. Jaz sem tudi zelo jasno rekla, da se mi zdi, da gre za to, da je svet padel na preizkušnji humanosti. Če gledamo, da imamo v Gazi danes na tisoče civilnih žrtev, nedolžnih civilistov pobitih, med njimi 2/3 žensk in otrok, gre za kršitve humanitarnega, mednarodnega prava in pa človekovih pravic. Vse seveda ima dolgo zgodovino, cel konflikt na Bližnjem vzhodu je res izjemno kompleksna situacija, ki je eskalirala po, tudi lahko potrdim, brutalnem napadu Hamasa na Izrael in zajetju izraelskih talcev. Na drugi strani imamo politične palestinske zapornike, regija, ki je šla čez mirovni proces že večkrat. Tako da zdaj sem imela predvsem priložnost se pogovarjati tako z izraelsko stranjo kot z vrsto arabskimi voditelji, kaj lahko naredimo in kaj moramo narediti. Prvo, kar je ključno, je, da vzpostavimo stalno premirje. Zdaj, na žalost, se res so ti premori humanitarni zaustavili.
tudi izmenjava zapornikov in talcev se je ustavila, to zdaj pred zimo, ko je uničena infrastruktura, če bolnišnice ne delujejo, če ni dostave elektrike, zdravil, če je ta humanitarna preskrba prekinjena, bomo res priča grozljivi človeški tragediji. Tako da se res tako Evropska unija na eni strani išče svojo enotnost, svoja prizadevanja usmerja v to humanitarno in trajno premirje, na drugi strani pa vzpostavitev pogojev za bistveno bolj angažirane pogovore o rešitvi dveh držav in priznanje Palestine. Ta hip te pripravljenosti za takšne pogovore ni. Jaz upam, da bomo uspeli z mednarodnimi napori skupaj pripeljati do mirovnega načrta v več korakih, ki bo vodil k priznanju Palestine. To je še, preden pridemo do mirovnega načrta, res, kot ste rekli, verjetno mora biti najprej vsaj ena trajna prekinitev ognja. Rekli ste tudi, da prizadevanja potekajo, ampak a so dovolj odločna? Bi mogoče Evropa morala biti bolj odločna? Nekateri pozivajo tudi k sprejetju določenih sankcij proti Izraelu, ki da je prekoračil svoje pravico do samoobrambe, do silobrana, če tako rečemo. Predvsem imamo zdaj strinjanje v vsaj 3 osnovnih usmeritvah, to je, da nikakor ne smemo pristati na prisilno preseljevanje Palestincev v Gazi, zmanjševanje enklave, tudi ne, da se Gaza pretrga z Zahodnim bregom. Bistveno večji angažma Evropske unije si želimo, kar je seveda izziv, je, da na eni strani Zahodni breg imamo nadaljevanje nasilja izraelskih naseljencev. Tudi izraelska vlada je, in kar sem tudi te dni obsodila, napovedala nove gradnje judovskih naselij. Na Zahodnem bregu je palestinska oblast izjemno šibka. Kar moramo mi vzpostaviti je najprej po trajnem premirju, kdo bo tisti, ki bo prevzel kontrolo in oblast na eni strani nad Gazo in seveda kako opolnomočiti palestinsko oblast. Če želimo mi trajno vzpostaviti mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev v tem območju, so to zelo kompleksne rešitve, ni dovolj samo jutri enostransko priznanje Palestincev. S tem ne bomo dosegli varnosti ne enih, ne drugih ljudi v regiji. S tem se tudi strinja arabski svet, veliko se pogovarjam z arabskimi voditelji in predvsem arabski sogovorniki bodo morali prevzeti ta del odgovornosti tudi za nadzor delovanja sistema v Gazi in pa seveda potem opolnomočenja palestinske oblasti. Tudi na izraelski strani so seveda izzivi ob trenutni aktualni vladi in pravim, poteka tako tiha kot vidna diplomacija, res velika prizadevanja, da bi prišli do situacije, ko lahko govorimo o rešitvi dveh držav. Danes se bistveno bolj vsi strinjamo okoli tega kot pred 7. oktobrom, nismo pa še tam. A sem vas jaz prav razumel, mi moramo poskrbeti za to, da bi Palestina nekako dosegla pogoje za delujočo oblast. Mednarodna skupnost imamo v mislih. Ali to pomeni mogoče tudi ideja o kakšnih modrih čeladah, posrednikih. Izrael verjetno nekaj takega ne bi pristal. Ta hip je v obtoku veliko idej, predvsem ali bo to neka mednarodna v kombinaciji zagotovo z arabskim svetom. Sprašujem vas zato, ker ste bili v New Yorku in pravim, da je kroži. veliko idej. Še enkrat, Jordanci recimo z Američani sestavljajo en mirovni načrt z različnimi formulami. Tudi Evropska unija ima svoje pristope in korake. Vsi pa peljajo v smer, kako najprej bo potrebno verjetno eno obdobje, je to pol leta ali 1 leto ali nekaj mesecev, da se vzpostavi nek varnostni sistem, ki bo zagotovil varnost. Ta hip imamo v Gazi seveda Hamas,
ki je teroristična organizacija, in pa seveda Združene narode in humanitarne organizacije, ki so tudi močno oslabljene in moramo zagotoviti, ko bo premirje, kdo bo imel nadzor. Zagotovo pa mora to biti predvsem prisotnost arabskega sveta. Ni pa še natančne, če me sprašujete o modrih čeladah, silah NATO, Združenih narodov, to je stvar dogovora. Kaj bo tisto? Pa ideje tudi o tem, čeprav ko razmišljam, kot ste tudi rekli prej, ta konflikt ima dolgo brado, Arabci bi seveda zelo verjetno radi prišli recimo kot neke modre čelade na območje, ampak tukaj ima glavno vlogo Izrael. Predvsem bi jaz rekla, ima glavno vlogo lahko Organizacija Združenih narodov, ki zagotavlja mir in varnost. Tu smo imeli v preteklosti več resolucij, ki tudi govorijo o rešitvi dveh držav oziroma priznanju Palestine na mejah iz preteklosti skupaj z Gazo in Zahodnim bregom. Tako da to so zdaj pogovori, katere bomo resno vodili naprej. Humanitarna prizadevanja se medtem nadaljujejo. Zadnjič smo v podcastu gostili veleposlanika Vojka Volka, ki je zdaj v kabinetu predsednika vlade, in mimogrede je napovedal, da bo Slovenija sodelovala na italijanski medicinski ladji, ki bo pripravljena pred Gazo na morju nuditi pomoč civilistom, zdravljenje in tako naprej. Lahko mogoče poveste kaj več o teh načrtih, so že dobili kakšno obliko? Zdaj, Slovenija je bila izpostavljena kot en res dober zgled od začetka spopadov in uničevanja v Gazi, da smo res izdatno povečali humanitarno finančno pomoč preko UN organizacije za civiliste v Gazi, potem preko Svetovne prehranske organizacije. Mi smo res dali ta hip veliko finančne pomoči. Hkrati razmišljamo in smo tudi ponudili, sama sem se pogovarjala s palestinskim zunanjim ministrom v Ramali, da smo že v preteklosti imeli zelo dobre programe psihosocialne pomoči otrokom in takoj, ko bodo razmere to omogočale, da bi lahko otrokom pomagali ali skozi center za rehabilitacijo v Ljubljani ali skozi druge institucije in ustanove, ki jih v Sloveniji imamo, je to velika želja, da s temi programi nadaljujemo. Torej, psihosocialna pomoč otrokom ali tudi rehabilitacija. Zdaj, ta bolnišnica, ki je bila omenjena, italijanska, zdaj Gaza, vemo, nima pristanišč. Vse torej lahko poteka čez Egipt. Zaenkrat te pogoji za plavajočo bolnišnico še niso vzpostavljeni, ampak čim bo mogoče, da bodo lahko otroci prišli tudi na varno, bomo seveda tak program rehabilitacije in pomoči sprožili. To smo napovedali, s tem se ukvarjamo tudi na ministrski ravni, direktno s palestinskimi oblastmi in upam, da bomo uspeli s tem projektom. Kaj bolj konkretni zaenkrat ne moremo biti? Ta hip ne moremo, zato ker otrokov ta hip preprosto ne moremo spraviti iz vojnega območja. Danes ste v Ljubljani gostili nemško kolegico, zunanjo ministrico Annaleno Baerbock. Stališča Nemčije in Slovenije glede dogajanja na Bližnjem vzhodu so recimo vsaka malo bolj vsaka sebi. In tudi sicer vidimo na tem vprašanju kar precejšnja razdeljenost v EU. In če je cilj isti, torej rešitev dveh držav, pa so ene države bolj naklonjene recimo izraelskim stališčem, druga bolj palestinskim. Kako vi vidite? Jaz bi bila v teh ocenah previdna, se zelo veliko pogovarjamo znotraj Evropske unije in tudi iščemo soglasje tam, kjer ga je mogoče doseči. In danes je to soglasje glede 3 osnovnih usmeritev, ki sem jih prej omenila. Imamo dokument 3x ja, 3x ne, kjer se Evropska unija danes lahko v celoti strinja, tudi Slovenija in Nemčija. To je, da si želimo bistveno večji angažma,
tudi pot, ki pelje do rešitve dveh držav, priznanja Palestine, na drugi strani ne zmanjševanju enklave, opolnomočenje palestinskih oblasti, neprisiljenemu preseljevanju Palestincev. To so tiste usmeritve, kjer se v Evropski uniji ta hip strinjamo. In za ministrico sva danes obe se strinjali, da gre za grozljivo humanitarno katastrofo. Seveda imajo Nemčija sploh v vseh odzivih politike drugačen pristop, predvsem v, bi rekla, sosledju, ker gre seveda na eni strani to, kar smo tudi mi večkrat ponovili, ostro obsodbo terorističnega dejanja, brutalnega Hamasa 7. oktobra na pobojih izraelskih civilistov, in jaz sem tudi obsodila vsako obliko terorja in vse oblike ekstremizma in predvsem isti pristop do zaščite civilistov. Na eni ali na drugi strani. Mir bo peljal samo skozi to, da iščemo rešitev za mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev in da si prizadevamo za zaščito civilistov. Jaz mislim, da tu pravzaprav pa na koncu stališča niso različna. Ok, jaz imam malo svoje mnenje, ampak ok. Že na začetku sva rekla, da Slovenija postaja članica Varnostnega sveta Združenih narodov, najpomembnejšega organa, ki odloča o miru in varnosti v svetu. Zanima me, ste že nekaj povedali, glede tega, kako se bo zdaj, kaj bo se zgodilo s položajem Slovenije v mednarodni skupnosti, se bo ukrepil, ta ocena me mogoče malo zanima. Ampak varnostni svet, nekako ne moramo mimo dejstva, da varnostnemu svetu v bistvu dan danes ne uspe rešiti nobene večje krize. Tudi ukrajinsko krizo imamo, Tajvan, Kitajska in Tajvan, recimo to vprašanje ostaja nekje v ozadju, čakamo, ali se bo tudi tam morda kaj zakuhalo, upamo, da ne. Skratka, vsa krizna žarišča, kjer imajo vele sile neke svoje interese, v bistvu ostajajo odprta. In zdi se pač, da te interesi niso mir. Kako vi? Jaz se strinjam z oceno, da je Varnostni svet danes verjetno v najbolj zapleteni situaciji zaradi 5 stalnih članic. Na eni strani Rusija, ki izvaja že skoraj 2 leti agresijo in vojno v Ukrajini, in na drugi strani mogoče tudi zahodni del sveta, ki zagovarja mir in končanje vojne. In prav tu prihaja v Varnostnem svetu do paralize, ampak ne bi bila pa pesimistična. Še vedno pa Varnostni svet predstavlja 5 stalnih članic in 10 nestalnih članic. In še vedno v Varnostnem svetu sedijo vse velesile sveta in med nestalnimi članicami, ki jih je 10, se sklepajo zavezništva. Za tisto večino, ki je potrebna, je dovolj 9 glasov. Torej vloga nestalnih članic, kjer bo Slovenija sedela, izjemno velika, ker lahko z dobrim sodelovanjem ali pa s skupnimi pristopi nestalne članice prevagajo tudi v odločitvah pri glasovanju. Tako da mogoče se bomo mogli kdaj zadovoljiti tudi z manjšimi koraki in manjšimi uspehi diplomacije, ki jih bo težko pojasniti, pa se bodo naši diplomati v New Yorku jih veselili, ampak tudi majhni koraki v zapletenem svetu veliko štejejo. Kadar Varnostni svet ni sposoben odigrati svoje vloge, smo videli zdaj na Bližnjem vzhodu, ko je bilo nekaj poskusov sprejetja resolucije, je Generalna skupščina. In Generalna skupščina je sprejela 2 pomembni oziroma eno pomembno resolucijo, tisto jordansko, ob začetku konflikta, in Varnostni svet tudi to malteško, če na koncu rečem, ko je šlo za zaščito otrok in pa za izpustitev talcev in zapornikov. Tako da ni vse črno in belo. Jaz mislim, da Slovenija bo imela zelo pomembno vlogo, če bo precej samozavestno in dosledno zagovarjati osnovne vrednote, ko gre za kolektivno varnost in mir. To je spoštovanje mednarodnega prava, spoštovanje UN pogodbe, demokracije. Jaz sem prejšnji teden, ko sem bila v Varnostnem svetu in nastopila prvič v imenu Slovenije, dobila izjemno veliko
spodbudnih besed za prvi nastop Slovenije, ker sem bila dejansko edina predstavnica neevropskih držav in nearabskega sveta. Ampak glas Slovenije je bil slišan v smislu, da ne bo nedvoumnosti. Ostra obsodba mednarodnega humanitarnega prava strani Izraela v Gazi, poziv kršitev humanitarnega prava in človekovih pravic. Hvala za popravek, ja, da ne bo narobe zvenelo, poziv k trajnemu premirju, poziv k izpustitvi talcev in političnih zapornikov, tudi zelo jasna obsodba tega preizkušnje humanosti in čemu smo priča danes v Gazi, tako da naš glas je bil močno slišan. Mogoče bistveno bolj v teh svetovnih krogih kot doma. In tu se mi zdi, če bomo znali samozavestno s to dosledno politiko, ne politiko, ko na marsikdaj kdo reče, boste sledili ameriškim interesom, ampak boste sledili ne vem katerim interesom tu, če bomo sledili svojim ciljem in interesom, in to je zagotavljanje miru in varnosti, kar je naše vodilo v varnostnem svetu, potem mislim, da bomo lahko naslednji 2 leti zadovoljni. Prej greva na te notranje politične glasove, bi mogoče se vendarle ustavila še pri ukrajinski krizi, verjetno še večji krizi, kot je trenutna na Bližnjem vzhodu, ki pa je zdaj rahlo izginila iz naslovnic. In ukrajinska kriza bo prihodnji teden ena glavnih tem na vrhu EU, ampak spet se že krepijo pozivi k zmanjšanju pomoči, k temu, da mogoče bi pa Ukrajina se morala začeti pogajati o nekem separatnem miru in tako naprej. Kako vi gledate v bistvu na to situacijo, kaj se dogaja zdaj v Ukrajini? Omenili ste že, da jasno ste povedali, da gre za rusko agresijo, pa vendar, kje smo, kam gre vse skupaj? Naša pomoč Ukrajini se nadaljuje, nedavno ste tudi z veleposlanikom ukrajinskim ste podpisali še nek dogovor o dodatni humanitarni pomoči. Ja, februarja bo žal že 2 leti od začetka ruske vojne v Ukrajini. 2 leti je dolgo obdobje, spopadi se nadaljujejo, pripravljenosti za mirovno formulo, za začetek pogajanj. Ta trenutek ni in jaz se bojim, da smo priča enemu daljšemu zamrznjenemu konfliktu, ki praktično izčrpuje obe strani. Ampak gre za, to je treba jasno vedno povedati, ne, tu gre za poseganje v ozemeljsko celovitost in suverenost države, za spreminjanje mednarodno priznanih meja, in če bi res želeli pravičen in trajen mir v Ukrajini, moramo upoštevati ta dejstva. Tudi Slovenke in Slovenci smo imeli svojo zgodovino in vemo, kaj pomeni, če ti kdo želi silo in orožjem spreminjati meje in odvzemati ozemlje. Zato tudi Slovenija od vsega začetka razume in podpira prizadevanje Ukrajine na eni strani, da si zagotovi nazaj svojo ozemeljsko suverenost in celovitost in vzpostavi mir. Mi smo pomagali Ukrajini tako v začetku vojaško, glede na naše zmogljivosti, materialno, humanitarno, in bomo, dokler bo to mogoče, tudi v povojni obnovi Ukrajine bomo sodelovali, tudi seveda naša podjetja. Je kar velik interes in tudi zanimanje. Smo pa res podpisali pred kratkim, pravzaprav na drugi strani je bila podpredsednica ukrajinske vlade, nov dogovor o 1,5 milijona evrov pomoči za humanitarno razminiranje. Tudi to bo izjemno pomembno, seveda pa si vsi želimo, verjetno pa Ukrajinci najbolj, da bi se vojna končala. Se pa bojim, glede na razmere tam na bojiščih in situacijo, zima prihaja, da se bo ta konflikt in ti spopadi še nadaljevali in smo priča enemu mogoče daljšemu zamrznjenemu konfliktu.
Hkrati se povečuje tudi, lahko bi rekli, neka utrujenost od te ukrajinske vojne tudi v Evropi. Vidimo, madžarski premier Viktor Orban čedalje bolj glasno poziva recimo temu kar proti Ukrajini. Na Slovaškem je prišlo tudi do zamenjave vlade. Robert Fico se je vrnil nazaj na čelo vlade, zmagal pa je tudi z v bistvu obljubami, da bo končal pomoč Ukrajini. Nasploh se zdi, da se recimo te glasovi krepijo. Če dodava zraven še, težavo z migracijami, neka skrajna politika se krepi. Na Nizozemskem smo bili pred kratkim priča tudi zamenjavi oblasti oziroma zmagala je skrajna desnica z Geertom Wildersom na čelu. Alternativa za Nemčijo se krepi. Kam gremo? To, kar ste omenili Orbana, ki grozi z finančno blokado v Ukrajini ali Fica in spremenjeno retoriko do vojne v Ukrajini, odpira vrata agresorju, predvsem Rusiji in Putinu, odpira vrata avtoritarnim režimom in to je tudi posledica za poraz lahko skrajne desnice, ki je nevarnost predvsem demokraciji. In demokracija je tisto, kar je naš sistem, kar je sistem Nemčije, kar so vrednote Evropske unije in demokracije so ranljive. Demokracije bomo lahko samo zavarovali tako, da naredimo naše družbe odporne in se zoperstavimo tej nevarni, nacionalistični, agresivni retoriki. Tako da jaz bi rekla, da je zelo nevarno početje, če priznavamo legitimnost ruske vojne v Ukrajini. In če to dela lahko Orban ali kdo drug od evropskih voditeljev s tem, da mogoče na račun najave blokade finančnih sredstev skuša trgovati za kakšne druge ugodnosti, to tudi ni a la carte politika Evropske unije. Smo zagotovo v izzivih, kako prepričati ljudi, kaj pomeni demokracija, kaj pomeni pravna država, kaj pomeni svoboda medijev, govora. To so temelji in vrednote, na katerih Evropska unija stoji. In seveda vsak tak poskus krhanja teh vrednot pomeni krhanje naše demokracije in osnovnih svoboščin. Ja, ampak nekaj bo treba tudi bolj odločno verjetno narediti, tudi na evropski ravni. Moraliziramo že nekaj časa, se zgražamo, ampak na volitve pa kažejo, Nizozemska je lep primer, da v bistvu te zmerne sile izgubljajo, skrajne sile pa pridobivajo. Ampak nevarni populizem tu je nevarno delo, ko vzpostaviš pogoje, da se ljudje ustrašijo, da so krizne razmere in potem skozi eno populistično nevarno politiko obvladuješ te razmere. Jaz mislim, da do zdaj se nobena skrajno desno politika ni izkazala kot tista, ki krepi demokracijo in te temeljne svoboščine, ki jih je Evropa vzpostavila. Tudi Geert Wilders z svojim veliko zmago ta hip nima v nobeni demokratični politični stranki ali gibanju, ta hip na Nizozemskem podpore pri oblikovanju nove vlade. Tako da tu gre tudi za vprašanje, kakšno družbo želimo, ali pristajamo na avtokratske metode, na jemanje svobode, na ogrožanje civilne družbe, nevladnega sektorja, omejevanje svobode medijev, ali si želimo demokratično družbo. So težka vprašanja, tudi politiki igramo tu eno zelo pomembno vlogo, kako jih naslavljamo in kaj lahko naredimo za to. Smo pa tudi v situaciji, ko politika ni več takšna, kot je bila 5-10 let nazaj. Imamo socialna omrežja, imamo dezinformacije, imamo lažne novice in danes ljudje praktično pobirajo vse, kar pade v tem prostoru in je odgovornost tako politike kot medijev na drugi strani še toliko večja. Pa jaz bi vseeno rekel tudi ljudi samih, ker že, Geert Wilders, je
v bistvu je oziroma dobil je največ glasov, zmagal je na volitvah, ljudje so ga izvolili, ne, ni nek samodržec, ne, tudi ni prišel do tega položaja, ne vem, z nekim hudim manipuliranjem v medijih, preobratno, ne. No, veste, ko gre za migrantsko politiko, smo v preteklosti bili priča izjemnim manipulacijam te teme v medijih. In prav na tem je Geert Wilders pridobival svoje točke. In nizozemska družba se je izjemno spremenila iz odprte, tolerantne družbe v izjemno zaprto družbo, tudi verjetno zaradi migracij, ampak tudi zaradi velikokrat zlorabljene te teme in ustrahovanja ljudi na račun. Nekako se spodbujajo tiste najbolj prvobitna čustva, strah pri ljudeh, ne, in seveda treba je pa iskati odgovore, kako v bistvu temu, ne vem, kontrirati, kako zaščititi demokracijo v končni fazi, ne, ampak zdi se mi, da se to dogaja v bistvu tudi pri nas zdaj v zadnjih tednih, mesecih. Ta retorika, tudi protimigrantska, se krepi, strahovi se potencirajo se v bistvu te nekako spodbujanje strahov, ne, grozi nam, ne vem, kriza, uničenje, migranti prihajajo, vlada ne dela nič. Vse to se zdaj izraža tudi v javnomnenjskih raziskavah. Podpora vladi je strmoglavila. Predvsem na račun Gibanja Svobode se je podpora volivcev precej zmanjšala. Vi, socialni demokrati, mogoče imate nekje stabilno podporo, po nekaterih se vam še celo mogoče malo zvišuje, ampak dvomim, da ste zadovoljni s temi številkami. Kako v bistvu gledate tudi na to situacijo pri nas? Rekli ste prej, nismo še tam, ampak kar gremo nekako hitro. Tudi vsi te, če lahko malenkost pokomentiram, tudi vsi te dogodki, ne vem, vzpostavljanje platforme sodelovanja oziroma neki dodatni koraki v tej smeri, premiki na Planet TV, kamor je prišel za odgovornega urednika, recimo eden od vidnih članov prejšnje oblasti, ko je vladni PR-ovec v bistvu prišel za prvega novinarja neke televizije, ki želi biti neodvisna. Ne. To kaže, da se ena določena politična opcija že pripravlja na še dodatno zaostritev retorike, na predčasne volitve mogoče. Kako vi gledate v bistvu na dogajanje zdaj pri nas? Ste tudi predsednica Socialnih demokratov, tako da zdaj, jaz sem vesela vsake kritike, dokler je ta argumentirana, in vsakega pogovora in dialoga, ki vodi k iskanju nekega kompromisa, rešitve s ciljem, da se izboljša življenje ljudi. Zdaj, v Sloveniji seveda zadnje leto, ko smo v koaliciji skupaj v vladi, je bilo težko leto, ne skrivam, težko leto, ki smo ga ne samo z konflikti, vojno, z energetsko prehrambeno krizo po covidu šli skozi, na koncu še izjemne katastrofalne poplave. Tako da smo se zelo spopadali z interventnimi zakoni, z nabiranjem denarja, za sanacijo poplavah, s pripravljenostjo na izjemne vremenske razmere in čeprav smo od začetka mogoče želeli se veliko potezno lotiti od zdravstvenega sistema, sociale, stanovanjske politike, pokojnin, plačnega sistema, res ambiciozno, se je izkazalo, da za to res ne samo, da potrebujemo več časa, ampak bistveno širši družbeni konsens in da je mogoče boljše delati manjše korake z rezultati, kot napovedovati velike zgodbe in rezultatov pravočasno ni. Tako da ja, to je tudi posledica zagotovo padca priljubljenosti vlade, še nikoli nobena vlada, zlasti v takih razmerah, kot so mogoče bile tudi izredne v Sloveniji, bom rekla zaradi vremenskih razmer, da ne bo narobe razumljeno, da je obdržala dolgo priljubljenost. Ampak to me ne
jemlje energije, ker vsaj naša ministrska ekipa od gospodarstva, kohezije, pravosodja do zunanjih zadev, mi se trudimo, mi si želimo delati, ne iščemo in ne ustvarjamo konfliktov, želimo, da ta vlada dela zato, ker je bila tudi izvoljena in dobila mandat ljudi. Upam, da smo se v tem dobrem letu in pol, mogoče tudi iz te začetniške lekcije, naučili, da bolj trdno sodelujemo, predvsem pa manj obljubljamo in več delamo. Pa če recimo vendarle malo napovete za naprej, kjer so tiste recimo 3 stvari, kjer bi vlada morala zdaj stisniti svoje sile skupaj in recimo potegniti naprej, da bi se izboljšalo tudi zaupanje med ljudmi. Jaz mislim, da smo vsaj od tega začetka, ko so bile poplave, pravzaprav zelo dobro odreagirali. Marsikdo je to priznal, tudi vzpostavili najboljše strokovne ekipe in zdaj prihaja tudi precej resne posledice prizadetosti gospodinjstev in malega gospodarstva posebej, tako da nas bojo še vedno močno zaposlovala sanacija po poplavah in pa tudi priprava na morebitne nove ekstremne vremenske razmere. To bo zagotovo stvar, s katero se bomo še dolgo ukvarjali. Zdravstvo je rak rana te družbe in jaz polagam upanja tudi v novo zdravstveno ministrico, v interventni zakon, v spremembe na zdravstvenem področju. Mi smo dali kar veliko svojih predlogov, imamo močno zdravstveno ekipo s ciljem, da se ohrani in okrepi javno kakovostno zdravstvo. Torej, to pomeni, da lahko res vsak bolnik pride do najboljšega načina zdravljenja v najkrajšem možnem času pod enakimi pogoji. To so javne zdravstvene storitve, kakovostne in k temu cilju bomo naprej strmeli. Jaz mislim, da bo zdravstvo tisto, po katerem bo ocenjena tudi ta vlada, kako uspešni bomo pri spremembah v zdravstvenem sistemu. Tudi za nas je nenazadnje vstop v to vlado bil, da se okrepi javne storitve, ne samo na področju zdravstva, tudi ko gre za vprašanje šolstva, sociale. Veliko je tem, kjer bomo predvsem naslavljali to, da zmanjšujemo neenakosti v družbi, skrbimo za tiste, ki so mogoče pod nekim povprečjem in spodbujamo hkrati tudi zdravo gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za nas. Zdaj gospodarstvo ima kar veliko pripomb. Poslušali smo v preteklem tednu po eni strani vabila nazaj k socialnemu dialogu, da se vrnejo pač gospodarstveniki k socialnemu dialogu, pa hkrati takoj odgovor, da v bistvu zaupanja strani gospodarstva ni. Kako tudi tukaj mogoče narediti kakšen korak naprej? Sicer ste zunanja ministrica, ampak imate pa po drugi strani Socialni demokrati ministra za gospodarstvo, ki rad prisluhne gospodarstvo, ampak se zdi, kot da gospodarstvo ni ravno zadovoljno. Ampak očitno je tudi gospodarstvo zadovoljno, če se vrneva potem na javnomnenjske ankete, je med najbolj priljubljenimi ministri, torej zna poslušati in vliva zaupanje. Dialog je vedno potreben, nisem vpeta neposredno v pogajanja in pogovore, si pa vedno želim, da se najde neka kompromisna pot naprej. Tako da lahko samo rečem, ko gre za gospodarstvo, za pomoč gospodarstvu, je bilo veliko storjenega v zadnjem letu, tudi po energetski krizi, če rečem, ko so cene močno poskočile, pomoč gospodarstvu je bila takoj na mestu, tudi po poplavah, pač v skladu z najboljšimi močmi. Jaz mislim, da tako se bo tudi minister in tako se bo tudi naša stranka trudila naprej. Pa mislite, da bo še dovolj časa, da ta vlada uresniči te zadane naloge? Konec koncev imamo naslednjo pomlad, nas čakajo nove volitve. Volitve v Evropski parlament, lahko tudi tukaj že kaj morda napoveste, se Socialni demokrati že pripravljate tudi kaj na te volitve.
Razmišljate morda o kakšnem sodelovanju s kakšno drugo stranko? No, naša prioriteta je, da vlada dela stabilno in trdo v dobro ljudi in tako bomo Socialni demokrati v tej vladi ravnali. Torej, ne gledamo ali nam ura tik-taka, ampak delamo. In to bomo delali naprej. Enako se pripravljamo na evropske volitve, ampak to je pač zgodba, če jaz rečem meni blizu, glede na to, da sem vsaj 3 mandate bila izvoljena v Evropski parlament, tudi s preferenčnimi glasovi. Tu imamo Socialni demokrati dobre izkušnje, dobro znanje in tudi dobre kandidate. Tako da bomo pač 20 let bo od vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Imeli bomo pomembno obletnico, drugo leto, ko bodo evropske parlamentarne volitve. Hkrati imamo 1 mesto več kot Slovenija, 9. Jaz mislim, da bomo predvsem morali ljudi prepričati, zakaj je pomembno iti in dati glas, ker imamo vedno nizko udeležbo, da so evropske teme enako pomembne, vse, kar se dogaja povezano in Slovenija ima svoj glas, ki ga lahko za pridom uporablja, če ve kako znotraj Evropske unije. Tako da jaz mislim, da rabimo močno in povezano Evropo bistveno bolj kot kdajkoli prej in zato bojo mogoče te volitve v tem oziru tudi 20 let po vstopu Slovenije v članstvo lahko bistveno bolj zanimive, če bomo ljudem znali predstaviti, kje je danes Evropska unija, kje je vloga Slovenije v njej. Nikakor si pa ne želim, da bi bile te evropske volitve preizkušnja delovanja vlade in političnih strank, ker gre ne nazadnje za to, koga izberemo, da bo tudi poslanec Slovenije v Evropskem parlamentu in odloča o evropskih politikah. Tukaj bo verjetno zelo pomembna vloga nas medijev, ne? Kako bomo, tudi mi kakšno vprašanja bomo postavljali kandidatom, ne? Ker evropske volitve se dostikrat v bistvu pokažejo kot še ena notranja politična bitka, kjer pravzaprav zmagujejo kandidati, ki imajo največ, recimo temu, notranje političnega kapitala in gredo potem na evropski parket, kjer jim pa mogoče kdaj tudi kaj zmanjka, ne. Sami ste rekli, ste bili 3-krat izvoljeni, pa ko ste bili prvič, pa s tem, da ste bili takrat tudi, ste imeli znanje kot dopisnica RTV-ja v Bruslju in ste pokrivali evropske teme, ampak ko ste postali evropska poslanka, kako je bilo to? Je, če primerjate z nacionalno politiko, nekaj povsem drugačnega ali je v bistvu korak naprej? Je drugače, seveda. Mogoče se čutiš odtujenega od domače slovenske politike, pa po svoje nisi, zato ker moraš delovati povezano z odločitvami doma. Mogoče je tu dostikrat tudi v Sloveniji napačno razumevanje, da to, kar se politika odloča v Bruslju, se odloča pravzaprav slovenska domača politika. In če mi vemo, kakšen je interes Slovenije, potem bomo znali tako tudi ravnati. Dostikrat pa temu nismo bili priča v preteklosti. Ne bi niti rekla, da se izkažejo tisti, ki pridejo kot izkušeni kadri v slovenski domači politiki, v Evropski parlament kot najboljši. Jaz nisem imela te izkušnje, sem se pa uspela izkazati tam in se potem uspešno vrniti domov. Je drugačna izkušnja, je bistveno širša, bistveno drugačna, mogoče odgovornost, ampak prav zato si želim, da te evropske volitve ne bodo volitve tekma v domačem političnem prostoru, ampak se bodo spopadli res kandidatke in kandidati, ki bodo imeli to mednarodno dimenzijo, da bodo znali nastopati in zastopati Slovenijo tudi v tej širši evropski politiki. Čeprav problem je ravno v tem, ne, da veliko volivcev razmišlja o tem, da so to evropski poslanci bi morali v prvi vrsti zastopati interese Slovenije, da so to predstavniki Slovenije. Pa v bistvu niso, ne. To so predstavniki Evrope, vseh nas, ne. Tako da tukaj, kot rečeno, bo verjetno vloga nas medijev, da probamo to optiko tudi naravnati bolj, v bistvu razložiti, kaj Evropska unija za nas je, da Evropska unija smo mi, ne nekdo tam od zunaj, ne, ko dostikrat slišimo, Bruselj od nas zahteva, NATO od nas zahteva, ne.
To smo mi. Ne? Mi smo dvignili roko in smo soglašali s tem. Ne? Zdaj, velikokrat se doma pojavi to, Evropa nam je rekla, Bruselj nam je rekel, Evropa je za to kriva. Mi sami smo krivi, če ne vemo, kaj hočemo delati, ali pa da se ne odločimo, kakšne odločitve sprejmemo. Ali pa jih v preteklosti gredo mimo nas, smo sprejeli, pa se potem sprašujemo, zakaj nam Evropa tako pravi. Zato pravim, da je treba razumeti ta ustroj, da je zapleten ustroj, ni enostaven, ampak če vemo, kaj želimo, ja, zagotovo bo vloga medijev pomembna, ampak po drugi strani pa si res želim, da bo to ena taka zdrava kampanja, da bomo znali predstaviti ljudem, kaj je Evropska unija in da bo tudi debata o tem resna. Prej sva že rekla, da Evropo pretresa nova kriza migracij, pač povezana z nezakonitimi migracijami. Da je bilo to konec oktobra, je Slovenija znova vrnila nadzor na meje s Hrvaško in pa tudi z Madžarsko. Italija je na drugi strani uvedla nadzor na meji s Slovenijo. Zdaj, nadzor na meji s Hrvaško smo pravzaprav vrnili prej kot v enem letu, ko smo ga odpravili zaradi vstopa Hrvaške v Schengen. In če pogledamo danes na to odločitev pred letom nazaj, kako jo ocenjujete? Je bila to napaka, je bila to pravilna odločitev? Kaj smo pravzaprav dobili v tem letu, če smo se... Odločitev je bila zagotovo pravilna za ljudi na obeh straneh, zato da so lahko potovali in da upam, kmalu spet vrnemo to odločitev. Tudi ne bi govorila o krizi migracij, ker mi imamo porast nezakonitih migracij zlasti po sredozemski poti, tudi po zahodno-balkanski, ampak ne tako izrazit, kot če gledava številke izpred let. Tako da iz tega lahko nastaja nevarnost, ustrahovanja oziroma zlorabljanja, če ne posredujemo natančnih podatkov in številk. Evropa je bila vedno celina migracij in tudi vedno bo celina migracij. Mi moramo znati upravljati učinkovito z migracijami in imeti skupno učinkovito evropsko migracijsko in azilno politiko. Žal te nimamo, veliko je nezaupanja med evropskimi vladami, ker je to taka tema, ki ni tema leve ali desne politike na način, ampak je tema, ki jo moramo vsi skupaj naslavljati. Še enkrat, migracije bodo, problem in izziv pa je predvsem nezakonitega priseljevanja in pa izjemnega porasta tihotapstva z ljudmi, z ženskami, z otroki, kriminalnih združb, ki so v porastu in proti temu se je treba boriti. Proti neregularnim migracijam in pa proti trgovini in tihotapstvu z ljudmi. To pomeni varne zunanje meje na eni strani, sodelovanje z državami izvora, zakaj ljudje sploh imajo razloge, da bežijo, zagotavljanje tudi zakonitih poti priseljevanja, na drugi strani pa varen šengenski prostor. Danes pa, kot ste sami rekli, smo res v situaciji, da veliko držav ima notranje zapore na mejah, da je Schengen ogrožen. In jaz sem tudi večkrat v zadnjem obdobju rekla, rabimo obnoviti Schengen, to je temelj razumevanja, povezovanja med ljudmi in upam, da bomo čim prej tudi v situaciji, ko bomo lahko, mislim, da nam je vsem v interesu, tako Italije, tudi Avstrije, Madžarske in Slovenije odpravili notranje kontrole. To pomeni skupno sodelovanje policijskih patrulj, pomoč Frontexa na hrvaški zunanji meji, sodelovanje vzdolž zahodno-balkanske migrantske poti in pa skupen boj proti nezakonitemu priseljevanju. Kako pa ocenjujete položaj na Zahodnem Balkanu, ko ste ravno govorili tudi o te, kako vplivajo migracije na celotno situacijo v regiji? Po eni strani se zdi, da se tukaj stvari nikamor ne premaknejo. Če smo pred enim letom, kako bi rekel, proslavljali, da je Bosna in Hercegovina dobila nek korak naprej v evropski perspektivi,
se v bistvu zdaj leto dni kasneje ni zgodilo praktično nič, neko obljubo o začetku pogajanj, oziroma to naj bi obravnavali šele marca, če sem prav razumel. Tudi situacija med Kosovom in Srbijo se ne razpleta, kvečemo obratno. Vse skupaj je to del neke globalne zgodbe, tudi tukaj se verjetno križajo interesi velesil, medtem pa nek zagon, o tem, da je Zahodni Balkan neka geostrateška regija, pomembna za Evropsko unijo, se pogovarjamo že več kot 10 let, pa se kar nič ne zgodi. No, migracije zagotovo niso tista tema, ki danes nas zaposluje v pogovorih na Zahodnem Balkanu, ker še enkrat nismo v takih izrednih razmerah, absolutno ne. V nekaterih državah Zahodnega Balkana niti ni migracijske poti, ampak je pa res, da se 20 let ukvarjamo s širitvijo na Zahodni Balkan in da marsikde, kje ljudje izgubljajo preprosto upanje, da bodo vstopili v utrujenost. Ampak posledično po ruski agresiji, vojni v Ukrajini, se je obudil ta občutek geostrateške nujnosti, pa politični trenutek, da rabimo Evropo bistveno bolj povezati, tudi razširiti in da moramo razmišljati mogoče malce bolj politično in države tako na eni strani Evropske unije pripraviti do leta 2030 na širitev, tu imamo zdaj jasno zavezo, in tudi druge države Zahodnega Balkana do 2030 spodbuditi, da izpeljejo nujne reforme. Jaz mislim, da ta zavest, da danes velika Nemčija, ki mogoče 2-3 leta nazaj ni govorila več o širitvi na Zahodni Balkan tako odprto, je spremenila svoj pogled na to, da res se pogovarjamo zelo iskreno o tem, kako izpeljati do konca proces širitve. Na eni strani tako na Zahodni Balkan, na drugi strani tudi govorimo o Ukrajini, Moldaviji in Gruziji. In nedolgo nazaj smo imeli en tak lep primer v Berlinu, ko smo sedeli ministri za mizo vseh evropskih držav, Evropske unije, Balkana, Ukrajine, Moldavije, Gruzije in celo Turčije in se pogovarjali o tem, kako res narediti Evropo močno povezano in razširjeno do konca tega desetletja. Tako da bi bila manj pesimistična, kot bolj realistična, da delamo v tej smeri. Ok, gospa ministrica, naj pred koncem mogoče še eno tako malo bolj osebno vprašanje, za katerega ob običajnih intervjujih ponavadi ni časa, ampak sami ste že na začetku rekli, da ste pravkar dobro končali 10-dnevno turnejo po 9 državah, kar je kar logistično naporno. Verjetno morate imeti kar kondicijo za tovrstna potovanja in če sem mogoče malo hudomušen, kdo vam pakira za vse te poti? Okoliščine so res nanesle, da sem po Bližnjem vzhodu 4 državah tam imela zasedanja v Španiji, v Skopju, v Makedoniji, Varnostni svet v New Yorku, tako da se je v dobrem tednu mi zvrstilo 9 držav, to je fizično precejšen napor. Marsikdo si predstavlja, da so te službene poti izleti, absolutno ne. Jaz sem večino časa v hotelu, praktično ne pridem ven ali na zasedanju in takoj, ko je konec, spet na avionu domov. Tako da priznam, da me je ta zadnja pot kar precej izčrpala, da nimaš preprosto časa priti k sebi, ker je naslednji dan delovni. Pakiram si pa sama, ampak je zato zelo malo časa res pri tem življenju in delu. Vsaj mojemu zadnjem letu mislim, da se ne spomnim veliko prostih vikendov, v celoti sploh ne. Nimam pa nikogar, ki bi mi zares pakiral stvari in pripravil včasih obležijo kakšen dan dlje v kovčku in vzamem drugega na pot. Pa pred dnevi je kar precej zanimanja javnosti vzbudila
vaša slika z možem, ko ste se udeležila koncerta, tako da ga je tudi javnost lahko malo prepoznala, en delček vaše zasebnosti. In v bistvu nadaljujem kar prejšnje vprašanje, kako uspete usklajevati delo ministrice in družinsko življenje? Predvsem se trudim, da mojih najbližjih ne izpostavljam mojemu javnemu političnemu življenju. Imam rada to zasebnost, ki jo tudi moji najbližji, se mi zdi, enako imajo radi in spoštujemo. To moje življenje je zelo izpostavljeno, veliko je tudi grdih, nizkotnih udarcev in takih, ki prizadanejo najbližje. Včasih ni enostavno za tisto okolico, ki te dobro pozna. Moraš imeti trdo kožo, ampak ja, zasebno življenje je pa, moraš imeti partnerja, ki ima posluh za tako življenje. In midva so se dobro znašla, se poznava več kot 20 let, veva, kje so tista najina pričakovanja, omejitve in se mi zdi, da mogoče celo lažje sobivava s takim načinom življenja, kot kdo, ki se gleda vsak dan. Gospa ministrica, najlepša hvala za pogovor in vaše sodelovanje v Sijolovem podcastu. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala lepa za pozornost in nasvidenje do naslednjič. Hvala za povabilo.